Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. Nekoga izmed vas zanima, kaj bodo lahko storili pri skuderiji Ferrari, sedaj kot bodo lahko uporabljali tisti pravilnik A-duo. O tem in še marsičem drugim, seveda v naslednjih minutah. Kot smo lahko mi navdušenci neuradno izvedeli, so pri FIA v vikendu, ki je bil posvečen veliki nagradi Monaka, sporočili ekipam, kakšna je razvrstitev po meritvah pogonskega sklopa skladno z pravilnikom A-duo. In to je pri mnogih navdušencih sprožilo val zanimanja. In seveda slišali smo lahko, kako naj bi pri Red Bull Powertrainsu imeli najmočnejši motor z notranjim izgorevanjem. Nato sledi tisti Mercedesov, na tretjem mestu je Ferrari, nato Audi ter Honda. Zakaj govorim v pogojniku? Ker mi nismo videli nekih uradnih izjav. In treba je povedati, da pri Red Bull Powertrainsu so nekako podvomili v rezultate, kaj ti trdijo, da če imajo oni najmočnejši motor z notranjim izgorevanjem, zakaj so tako slabi, naprimer na progah, kjer je potrebno imeti visoko moč. Govorimo naprimer o veliki nagradi Kanade, govorimo o veliki nagradi Barcelone. Pri FIA so si zato vzeli še malce dodatnega časa in bodo opravili dodatne meritve. Ampak to ne spremeni pomembnosti vprašanja, ki je prišlo na moj naslov. Kaj lahko sploh Ferrari naredi z tistim popravkom ali dvema, ki jim bodo na razpolago? Namreč razumeti moramo, da biti drugi, tretji ali četrti na lestvici ne pomeni še absolutno nič. Če hočeš imeti en popravek po pravilniku A-duo, mora biti moč tvojega motorja z notranjim izgorevanjem več kot 2% od tistega, kar ima oni najboljši in ti si v zaostanku. In seveda za 2 popravka mora biti ta razlika 4%, za 3 popravke 6% in tako naprej. Navdušenci morajo razumeti nekaj. A-duo je sistem, ki pomaga dobaviteljem pri popravkih. Ni tisto, kar vidimo naprimer v svetu endurance in se kliče balance of power. Namreč to je nekaj, kar se pogostokrat meša, da ima nekdo možnost popravka na svoji enoti, še ne pomeni, da bo kar tako izenačil moč s tistim, ki je na vrhu lestvice. In seveda pri sistemu balance of power imamo prav to. Nočejo imeti prevelikih razlik, zato onega, ki je najboljši, dobesedno kaznujejo. A pustimo sedaj to. Namreč verjetno marsikoga sedaj zanima, kaj lahko storijo pri Ferrari. In tu bi rad opozoril na nek članek, ki sem ga objavil še kar pred nekaj tedni. Zakaj je to tako pomembno? Če se spomnite, v posebnem prispevku, kjer smo skušali razumeti skrivnost Ferrarija SF26, se je govorilo tudi o tem, koliko moči naj bi pri Ferrariju nalašč žrtvovali za aerodinamično prednost, ki jo daje sistem FTM. In marsikdo bo sedaj malce čudno pogledal, kako to. Namreč govorili smo o tem, da ima Ferrari turbino, ki ima zmanjšan presek, in to pomeni manj konjskih moči pri visokih obratih. Tudi
tista glava iz jeklenih litin pripomore k temu. In seveda tudi profil tam na oni strukturi za menjalnikom je seveda nekaj, kar zmanjšuje moč samega motorja z notranjim izgorevanjem. In to je pomembno, kajti takrat v članku sem nekako predvideval, da je pri Ferrariju izguba tam med 23 in 28 konjskimi močmi, če me spomin ne vara. In sedaj se začnemo spraševati, kaj so nam povedali tisti, ki naj bi dokumente videli. Da bo imel Ferrari 2 popravka. Vsaj to sem zasledil v raznih člankih. Kar pomeni, da je njegova moč nekako 4% pod tistim, kar ima Red Bull Powertrains. Ampak zopet smo tam, kajti ne vemo, koliko ima Red Bull Powertrains. Ampak mnogi nam govorijo, da je razmerje moči med termičnim in električno-hibridnim delom tistih zmotnih 50-50. V resnici naj bi imel termični del 400 kW, oni električno-hibridni pa 350. In tu lahko začnemo špekulirati. Namreč, če vzamemo nekje, da ima motor z notranjim izgorevanjem 400 kW, lahko točno izračunamo, koliko je 4% od tega. Če me spomin ne vara, je približno nekaj manj kot 22 konjskih moči. Torej, vidimo, da smo prišli na tisto vrednost, ki sem jo pred tedni nekako skušal dognati, da je izguba moči zaradi izbire pri scuderiji Ferrari. Ne toliko zaradi neke tehnične pomanjkljivosti, zaradi neke napake, zaradi nekih elementov, ki niso idealni. Pri Ferrariju so izbrali določen koncept, določeno smernico, določene rešitve. In te rešitve so seboj povlekle posledice, ki se izrazijo v toliko nižji moči samega pogonskega sklopa. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj lahko naredijo. Če grejo spreminjati tiste izbore, ki so jih naredili na samem začetku, bodo porušili praktično sistem FTM, ki deluje v primeru, ko rabijo dosti oprijema. In to je nekaj, kar bi Ferrari SF26 postavilo praktično na isto raven, ki jo ima konkurenca. Izgubili bi tisto prednost, kjer so drugi res v slabšem položaju. In tu se lahko sprašujemo, ali jim sistem A-Duo lahko sploh kaj pomaga. Namreč mnogi vidijo v tem pravilniku neko čudežno rešitev, ampak spomnil bi vas rad, da tudi če naredijo projektanti spremembe na motorju z notranjim izgorevanjem, morajo pri Ferrariju vgraditi novo enoto. In enote, komponente pogonskega sklopa se štejejo. In to pomeni, kot smo že govorili, veliko nagrado Belgije ali veliko nagrado Italije, kar je, vsaj po mojem mnenju, dokaj pozno. Zato, kot sem dejal, sistem A-Duo ni balance of power. Je način, kako lahko pri določenem dobavitelju odpravijo neke napake, ki so jih naredili. Ampak pri Ferrariju, vsaj po mojem, niso naredili napak. Izbrali so si takšno rešitev, ki po eni strani zagotavlja manj moči, ampak po drugi strani bolj konstanten tok izpušnih plinov in seveda s tem povezano učinkovitost pri samem oprijemu. Tako da sam tu ne vidim nekih revolucij in morda bo marsikdo razočaran. Ampak takšen je moj pogled, moja analiza, moj odgovor na dano vprašanje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.